Sedaj pa kličem Ivilijano Belis, predsednico Društva za srečno življenje Belis. Ivilijana, če si z nami, bom vesel, če se oglasiš, če nas slišiš. Dober večer. Dober večer. Prav, Evo. izvoli. Ja, Miha, jaz bi te najprej tebe prosila, če ti na kratko poveš, kako bi pa ti to temo, ki si jo na en način predlagal, da danes govorim o božji identifikaciji, kako pa ti to razumeš, če nam zaupaš? Ja, zdaj si ti mene potunkala. Ok, dobro. Ne, sem se potunkala. Jaz sem samo dala priložnost vsem poslušalcem, da slišijo res strokovno mnenje. Dobro, ja, torej moje osebno mnenje je, ko se država postavi, kot sem že na začetku povedal, nadomestek za Boga ali celo kot recimo nadrejeno neko entiteto, je problem duhovno iskanje in iskanje osebne identifikacije z Bogom. Ker država, čeprav lahko zagotavlja, bom rekel, neko strukturo, pa red, pa vodstvo, pa ukaze v družbi, ne more in jih tudi ne izpolni globokih duhovnih potreb posameznika. Država je zgolj orodje tehnično za vzdrževanje nekega reda, nekega miru. In odvisno je zdaj, s kom se bolj identificiraš, ali z državo, ali z Bogom, ali pa z digitalno identiteto, o kateri smo ravnokar govorili. Ne? Ker ko se država postavi kot nekakšen Bog, se lahko recimo posamezniku odvzame, veste kaj, se lahko odzame, jaz mislim, Ivilijana, tudi tako, da se mu svoboda misli, svoboda govora, celo svoboda vere in izražanja. In že 7. člen tle jasno pove v ustavi, država in cerkev sta ločeni. Ampak tukaj noter je pa še nekaj skrito v tem členu, kar marsikdo ne pomisli. 7. člen, država in verske skupnosti so ločene, verske skupnosti so enakopravne, njihovo delovanje je svobodno. A veste, kaj to pomeni? To pomeni, da se noben sistem ne sme vmešavati v drug sistem, ampak delujeta hkrati neodvisno in v sožitju. Ja? To pomeni, da je vsak odgovoren zase. Ampak, ker država hoče nas v celoti imeti, cerkev pa tudi v celoti, Bog pa tudi, pa mi sami sebe tudi v celoti, je treba tle nek kompromis okrog teh, kompromis okrog identitet narediti, identificirati, kaj je tisto, kar te bolj izpopolnjuje, kar te naredi zdravega, veselega, da nisi v nekem ujet, v nekem svetovnem nazoru, recimo v neki ideologiji, ki pa lahko ali ti ugaja, ali pa nasprotuje, če si prisiljen v nek študij, ki ga ne maraš, recimo tvoj individualni izbiri, svobodi in na koncu ti uniči duhovno avtonomijo. Ne more država postati nadomestek Boga, tako kot Bog nikoli ni postal nadomestek države, če si ga obravnaval, da je v srcu. Če si ga obravnaval zunaj sebe, pa seveda. Ivilijana, to je z moje strani, da ne bom preveč tega. Komor daš oblast in sebe in ljubezen, kajti Bog je ljubezen. Bog je nič. Če je Bog ljubezen, je Bog nič. Zato, ker nima pogojev. Če je ljubezen brezpogojna, noben pogoj ne obstaja, je to ničelna točka največje sreče. Predajam ti besedo. Ja, čudovito si povedal. Jaz osebno v tem trenutku lahko povem samo iz svojega občutja oziroma svojih trenutnih spoznanj, ki jih pač imam. In to je pač moje osebno mnenje in ne želim ga nikomur niti vsiljevati, niti priporočati, lahko samo povem za sebe. Jaz se počutam v tem trenutku in že kar nekaj časa resnično kot svobodno bitje. In sem kar nekaj napak naredila,
ker nisem poslušala svoje intuicije, svojega Boga, se temu reče, svoj izvor, ampak sem poslušala in želela poslušati in spraševala bližnje. Tako kot, ne vem, vprašaš nekoga, ali naj imam belo obleko ali naj imam rdečo, pa ti nekdo reče, imej rdečo, pa jo ti oblečeš, pa vendar se ne počutiš dobro, a ne? Ker nisi se odločil, ker nisi vedel, mogoče bi mogel zeleno obleči, tretjo varianto, a ne? Ker če se ne moreš med eno in drugo stvari odločiti, počakaj na tretjo, a ne? Mislim, da je to v takem primeru bolje vprašati višji jaz ali pa počakati, da se na en način ognemo, da prelagamo odgovornost na drugega. Ja, si mi ti svetoval, se mi je država rekla, naj to naredim, a ne? V tem primeru moramo res vedeti, kdo smo, kaj smo in zakaj sploh sprašujemo druge, kaj moramo narediti. Ker če se mi osebno povežemo z izvorom, bomo vedno v pravem trenutku, na pravem mestu in bomo vedno imeli tudi tisto življenje, ki je v danem trenutku za nas najbolj optimalno. Zato jaz osebno vedno znova poudarjam prvo alinejo 9. člena našega statuta, kako je pomembno to, da smo mi brezpogojni, da nimamo sodbe, da ne sodimo, da ne sprašujemo druge, da nismo odvisni od drugih, ampak da smo dobesedno povezani z svojim izvorom, ki nam vse daje. Ko smo se rodili, nismo spraševali države, nobenega za nobeno stvar. Vedeli smo tisto, kar smo dobili že ob rojstvu, da moramo pač jesti, da moramo zrasti, da se moramo učiti, da moramo biti poslušni, mamo in očeta poslušati, ki nam pač želita vse najboljše. Tako je tudi, ko odrastemo, nekoga je treba poslušati. Samo vprašanje je, koga? A boš poslušal nekoga, ki sam narobe živi? A boš poslušal nekoga, ki želi od tebe določene koristi, ki te žali, ki te ne spoštuje? Vprašanje je, s čim se mi identificiramo. Ja, hvala. Ali z sedanjim Ja, sistemom, ja. ali z enim digitalno obliko, z denarjem, z hišo, ali z eno skupnostjo, ali z enim imaginarnim bogom, ki je nekje na oblaku številka 39. Vprašanje je, s kom se mi identificiramo. In če pogledaš osebno, pa rečeš, no, to sem pa jaz, in že gledaš izven sebe, seveda te ni na osebni. To je pač en pripomoček za nekoga, ki ne ve, a si ti res tisti, ker je pač slika gor, a je res tisti, ki pride na banko, res to lastnik tistega računa. In je potrebna ena določena identifikacija, a ne? Tako da jaz to razumem, a ne? Istočasno pa razumem tudi to, da jaz moram se odločiti, s kom se jaz identificiram. A se bom jaz identificirala s tisto osebno izkaznico ali z eno, ne vem, napisano odločbo ali z enim odlokom, z enim cepivom, da mi bo on meni pomagal dobro živeti. To je pa zdaj spet moja odločitev, moje zavedanje, kdo sem, kaj sem v danem trenutku. In tukaj si moramo dopustiti, da si vzamemo to svobodno izbiro, kdo smo in kaj smo, in da to tudi živimo. Jaz sem se odločila, da sem Božji otrok. Da sem Belis otrok. To je moja odločitev. Lahko se nekdo odloči, da je žrtev. Nekdo se odloči, da je grešnik. Ja, naj bo, če se je tako odločil. Nekdo se je odločil, da je bogat. Ja, hvala Bogu, naj bo bogat. Jaz sem zato, da so okrog mene sami bogataši
ker mi je to fino, da niso reveži, da meni ni treba njim pomagati in tako naprej. A ne? V glavnem, od mene je odvisno, s čim se bom poistovetila. In ko spremenimo svoje misli, ko spremenimo svoj odnos do sebe, potem se tudi naš odnos spremeni do tega, da mi vemo, kdo smo in kaj smo. Jaz osebno vem trenutno, kdo sem in kaj sem, in to živim. In če to živim res z iskrenostjo, me to usrečuje. In namen življenja je sreča, radost, zdravje, veselje, da to sijemo, kamorkoli gremo in da to prenašamo na en način, to luč, svetlobo, ljubezen, povsod, kjer smo. In to je tista odločitev. Naši predniki Veljana so točno vedeli, ko so zapisali v ustavo, ker so imeli še duhovna spoznanja, da morata ti dve entiteti biti ločeni, in noter so dali tako imenovano svobodo vesti, na katero so se tudi velikokrat sklicevala oziroma je imenovala. Mora biti svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi, ki se mora posameznikom omogočiti, ne glede na to, kaj človek veruje, da razvije svojo lastno osebno identifikacijo, ne da bi ogrožal državo ali jo recimo zaradi tega postavljal v nasprotje z državo, z vsem tem spoštovanjem, kar si tudi ti povedala. Ja, jaz bi mogoče tukaj še dodala to, da ko jaz poslušam ljudi, kaj govorijo in kako govorijo, včasih omenjam pač to, kar vem, pa ne, da bi vseljevala svoje spoznanja, daleč od tega, ampak se mi zdi tako pomembno, da ljudje se odločimo zase dobro. Zakaj bi se jaz odločila zase, da sem revna, da sem žrtev, da sem uboga, da sem... Zdaj prav delajo za revne, ne? Bill Gates bo revnim pomagal. Zelena agenda, za revne, kar delajo nas revne. In to je nepošteno, nepravično sugeriranje, kaj najbolj revni so ti politiki. Ne? No, evo, to je fina prispodoba. Istočasno jaz tudi ne sprejmem, če mi kdo reče, da smo vsi grešniki. Jaz tega ne sprejmem. Zakaj bi bila jaz grešnik? Tako je, to so vse nalepke. Tudi ne sprejemam, da ljudje govorijo, vsi bomo umrli. Zakaj bi vsi umrli? Ker za mene je smrt nekaj drugega kot življenje. A se odločiš za življenje, pa živiš, pa se radostiš, pa si vesel vsakega trenutka in delaš pač stvari, ki radostijo tudi druge. Ali pa se odločiš, da boš čakal smrt, mogoče čez 5 let, 60, 20, ampak enkrat bo prišla, moramo poroko napisati, moram še to pa to narediti, ker potem bom umrla in potem me bojo vsi objokovali in tako naprej. Jaz tega ne sprejmem. In tudi ne bom sprejela, ker mi ni treba. To so moja svoboda. Ljudje ne sprejmejo, kar želijo. Jaz se ne trudim spreminjati misli drugih ljudi, ne želim pa drugi name tako pritiskajo ali vplivajo, da bi jaz spremenila mišljenje svoje, če imam jaz svoje spoznanja. Da bi se prekvalificirala, preidentificirala, ne? Tako, saj ne bom. Jaz sem Božji otrok in živim to. In to je to. Tako da danes, dragi moji, vsi, ki me poslušate, na srce vam polagam, izberite se samo tisto identifikacijo, ki je za vas najboljša. Ki vas bo usrečevala, ki vas bo delala vesele, zdrave, uspešne, kreativne, povezane z enako mislečimi ljudmi, in to je Društvo za srečno življenje Belis. In jaz mislim, da smo ena velika luč že v Sloveniji in ta luč bo sijala vedno bolj in bolj, ker jaz to čutim, vidim in sem hvaležna vsem vam, ki ste se odločili za življenje in da ste otrok ljubezni, otrok radosti, otrok življenja. Evo, toliko danes od mene, vsem pošiljam veliko ljubezni in pozdravčkov, tebi pa iskrena hvala, da si
da si me poklical oziroma omogočil, da nekaj lepih misli svojih lahko podelim z vsemi, ki jih pač želijo sprejeti. Draga Eveljana, jaz samo zaključim stavek, ker imamo že v časovnem terminu, bi mogel že film biti, ampak, glej, po moje oceni, v idealnem primeru, to, kar sem jaz na začetku povedal, ki si me izzvala, pa vse to, kar si ti povedala, bi morala država, moja ocena je taka, delovati kot varuh pravic in svoboščin posameznikov. Ne pa kot nadomestek za duhovno izpolnitev ali pa kot nadomestek za neko identifikacijo, kar se pa sedaj dogaja. In ti si to čudovito izpostavila. Hvala ti. Ja. To se pravi, država bi mogla biti naša mama in naš oče v enem širokem pomenu besede in nam pomaga, da smo srečni in zadovoljni na tej zemlji. Hvala lepa in vsem lep pozdrav iz mojega srca. Evo, imamo tukaj še Eveljana živja. Zdravo! Ja. Poslušaj, si me malo izzvala, oziroma nisi me mogoče ti izzvala, izzval me je že Mihael, ko je napovednik poslal, vabilo. Ta, veš, digitalna identifikacija, to je itak velika prevara. To je laž, prevara za vse tiste, ki ne vedo, kdo so. Pred časom sem imela možno, da sem kratko misel izrekla v oddaji Ohta leta, in sicer o pomenu rodovnika. Drevo, naše drevo, rodovno drevo. In v tej oddaji sta sodelovali dve gospe, posvojeni, in govorili sta o tem, kako pomembno je za posvojenega otroka, da najde biološke korenine. Veš, za njih je pomembno. Zakaj? Zato, ker je tudi za nas pomembno. Za vse nas je pomembno. In stavek, s katerim sem zaključila, je bil ta. Samo ljudje, ki vemo, kdo smo, od kod prihajamo, kdo vse je za nami stal v tem rodu, da smo mi tukaj, kjer smo. Smo močni in vemo, kaj je naša pot. Samo to je. In bolj so močne korenine, bolj se identificiramo z njimi v dobrem in slabem, nič za to, lažje gremo življenju naproti. In to se mi zdi tisto, kar je za našo identifikacijo tako velikega pomena. In drugo, kar se velika zborcam takole kaj pogovarjava, pa o komu kaj pade beseda, pa rečem, lej Borut, točno taka kot sem, me rabi ta kozmos. Točno taka kot je Eveljana, jo rabi ta kozmos. To božje stvarstvo. Tako da bodimo veseli, taki kot smo, in jaz pravim, podprimo se na tej poti, da bomo še močnejši. Lepo si povedala, hvala lepa. Res lepo. Lahko nočko. Najlepša hvala. Jaz pa bi mogoče samo še to dodala, korenina naj bo brezpogojna ljubezen in vse ostalo nam bo res dodano in bomo srečni, zdravi in veseli in to je to. Naj bo naše podnožje brezpogojna ljubezen in naša pot brezpogojna ljubezen, naše misli ljubezen in bomo res srečni. Hvala lepa, Eveljana. Sicer pa vas vse lepo pozdravljam, se vam srčno zahvaljujem. Dušan Murgel je dvignil roko in bi rad nekaj povedal. Dušan, izvoli. Super je danes bilo, zvedel sem stvari, ki človek sploh ne more verjeti, da delajo v tej smeri, Bičica. Ja, v bistvu si neverjetno, jaz ne vem, kje najdeš čas, da to vse skupaj pripraviš. Vem, koliko je potrebno, da nekaj narediš tako, da lahko predavaš. Jaz tudi v hidravliki včasih predavam in vem, kaj vse moram narediti. Ja, in to je treba ujeti trenutek, ko se dogaja, treba ga je raziskati in vedno težje do informacij priti, ker je vse blokirano, ker je vse, kako bi rekel, probajo na vse možne načine
zakrivati, ne vem, kakorkoli že rečem temu. Ne. Ja, to se pravi, chemtrailsi so prišli tudi v internetno omrežje, tako bi temu rekli, ne? Jaz sem gledal v Dubaju onga, ki vodi chemtrailse in je naredil celo oddajo, kako to počnejo, ampak je to naredil še preden je bila ta katastrofa, a ne? V upanju, da se to nikoli ne bo zgodilo. In zdaj, ko se je to zgodilo, so združili njega, ki je vse to povedal, in potem so dali slike skupaj vsega tega katastrofe in zdaj to po Evropi kroži, kako se lahko nebo maščuje. Ja, Kako res se je, lahko, injekcije maščujejo, kako se lahko laži maščujejo. Zdaj, ko je prišlo 2000 strani ven pri inštitutu Koh in zdaj, ko so tista imena, ki so tam razgaljena, ja. kako bo to se začelo počasi, zato pa hitijo s to pogodbo pandemično, da bi nas še enkrat stisnili, ker pol pa res nimamo več možnosti, ker mi moramo prvo stvar, ki je zdaj bila, rešiti in te barabe, kriminalce, lažnivce, izvajalce, pa vsi, ki so bili plačani za to, pozapreti in kaznovati, kar so nam naredili. Uničili so cele generacije otrok, toliko ljudi je umrl, koliko ljudi je brez služb, koliko podjetij je moglo zaprti, kaj vse se je dogajalo, tako da strahota, tako da Dušan. Ja. Zdaj nam hočejo pa še identiteto, pa vse pod kontrolo in pametno mesto, ne, Janković, ne. Ma kaj? Ne pove, ki ima kamero, pa mene v javnem prostoru mene snima, ko bi jaz njega imam pravico snimati kot uradno osebo, on mene v javnem prostoru ne sme kot civila snimati. Ja, Zato pa so skrite kamere, ne? Imajo skrite in ne ve, ne pove. Če pogledaš te viktorijanske svetilke, to so vse imeli lepa raznobarvna stekla, ki so zdaj ta stekla? Ja, ni več. Taka skropocalo je zdaj tam gori, bi rekli. Ja. To ni nič, teh par nosilcev, kaj je naredil? Groza. Sami sebe se dela norca. Ja, res je, res, to si tako lepo povedal, ja, resnično. Dobro, Dušan, zdaj bomo pa... Vredo, vse vidimo, pa slišimo. Hvala. Super. Ja, jaz sem se tudi vsem, ki ste še na liniji, pa ki ste, bi se vam res iz prve roke rad zahvalil za duhovno podporo, za finančno podporo, za vse, kar storite, da lahko to jaz tukaj peljem, stroškovno, fizično in tudi Viktoriji danes hvala.